Mojca, prodajalka. Danes je bil res lep dan. Vesela sem, da sem poslušala ravnatelja in še zdaj, prav zdaj ga slišim. Poklic prodajalca je zanimiv in dinamičen. Strokovno-teoretična znanja, spretnosti in veščine za uspešno opravljanje svojega poklica si boš pridobila pri obveznih strokovnih modulih. Izbirni moduli pa omogočajo pridobitev specifičnih znanj za opravljanje trgovskega poklica v določeni stroki. Veš, uspešen prodajalec zna učinkovito in kulturno komunicirati s kupci, dobro pozna blago, da lahko svetuje svojim strankam, skrbi za privlačen videz prodajalne in se nenehno strokovno izpopolnjuje, da se lahko uspešneje prilagaja tehnološkemu razvoju in tržnim spremembam. Vedno je bil urejen, prijazen, ustrežljiv in pošten. Živijo? Super sem, hvala. Kje pa ste? Aha, ok, takoj pridem. No, on se je odločil, da bo kuhar. Glih on za kuharja, no, si to predstavljate. Joj, Bogi, kako bo naročil on. Čau. Jaz sem tukaj jagoden ga naročil, vse je prav, ne? Hvala. Vam moram povedati, kako lep dan je bil danes, taka lepa izkušnja. K meni je pristopila ena mlada mamica. Čeprav šla mimo, koliko moji kolegici se obrnila prav name. Ja, jaz bi se tudi. Rekla je to zato, ker vedno gledam v oči in ker mi ni odveč. In potem je vprašala za neko posebno vrsto otroške hrane in ker točno vem, ki je, sem ji rekla, če lahko stopi z mano in sem je peljala prav do tistih polic. Potem mi je kar naenkrat zazvonil telefon in ona se pogovarja, otroka se dolgočasi, to vmes me še vpraša za list papirja in svinčnik in sem ji dala. In potem sem opazila, da je imela punčka v rokah nakupovalni listek. A bomo pogledali, kaj imate tukaj na listku napisano. Kaj je to? To je sladko. In sem mamico pogledala, mamica proseče pogleda nazaj in smo kar skupaj maknili po trgovini, po meska. Kaj smo zdaj gledali? No ja. Potem smo nakupili vse, kar je bilo na listku. A še tega? No pa daj. Zato mamica zelo vesela, skoraj na hrbet padla od sreče, jaz pa tudi. Ja. Vse ste dali že v voziček. Tole imamo še kaj. Kako ste bili prijetni. Potem me je še šef pohvalil na koncu, no se to ni tako pomembno, ne? Koliko si ti faca, Mojca? Tvoja zgodba je kot iz mehiške nadaljevanke. A sem rekla, da so lahko tudi mehiške nadaljevanke resnične. Poslušajte, koliko se je danes meni nekaj smešnega zgodilo. Pride v naš center, kar luštkan tip, mojih let. Ves zmeden se ozira naokoli in gre čez ves vrtni center. Ogleduje si to in ono, jaz pa za njim. Razlagamo o lončnicah, o sadikah, o semenih, ponujemo orodje, balonce. Sem znala vse kot na izpitu. Potem mogoče vas zanima tale. Ima veliko socvetja, dolgo časa cveti in je preprosta za vzgojo. Skratka, hočem zdaj stopiti po pomoč. Na kar ga še malo bolj natančno pogledam in se spomnim, pa mu rečem, mogoče pa iščete darila za punco. Ja, v bistvu res, veš. Vaš si normalno. Potem pa priporočam šopek. Recimo nekaj takega. Poglejte, z vrtnicami. To bo super, veš. Verjamem, da boste srečna. To je to. Ljudem je treba pomagati, ne prodajati. Dobra prodaja pa že sama pride. Isto je bilo pri meni, kakšen teden nazaj. Prideta k meni na oddelek mož in žena srednjih let. Gospa je bila zelo zgovorna. Letencu maturanskega plesa imava pa. Izbirala in izbirala za svojega moža in ker se kar nekako nismo mogli odločiti, kaj bomo storili, sem moža prepustila sodelavki in sama pa sem se odpravila po trgovini z gospo. Kaj pa ta črno-bela kombinacija? Vam pa ne ustreza. To je trajalo sigurno kakšno uro, na kar pride iz garderobe še mož. Res je bilo dobro. Srečala ste se prav na sredi pred velikim ogledalom. Zdelo se mi je, da ste se kar še enkrat zaljubila od navdušenja nad sabo in drug na drugem. Vam ustreza? Ja, krasen je. Potem pa gospa pogleda moža in mu reče: Zdaj zalepš mava, zdaj pa sam še za v hribe. A ne?
Kar za roke sem jo odpeljala do prijaznega sodelavca na športnem oddelku, ki mu res zaupam, ampak drugače ni bilo. Pošla, iščeta eno dobro opremo za gorništvo. Super, ja. Pa tudi za smučarijo čekaj, ne? Imamo. Sem še malo počakala in sem bila res vesela, ker sem videla, kako zaupanjem nakupujeta. A vi ste pa ne zaradi nas, zaradi njiju. Je res dobro, sem pa še naučil. A veste, mi prodajalci obleke moramo biti pravzaprav stilisti, pa še psihologi. Važno je, da nam ljudje zaupajo. To je važno. To je pa čist res. Kaj pa ti, Anže, a boš samo Mojco gledal? Dobar, jaz prodajam tehniko, no ta pa punc res ne zanima. Ne. Ni res. Mene prav zanima. Ok, poslušajte. Sedim na oddelku akustike na fotelju, v sobi, kjer imamo predstavitev Plazem in igram dirko na najnovejšo konzolo PlayStation 3 in velik LCD. Pride mi starejši gospod, jasno, kjer moški ne mara formule, in mu jaz pokažem par fint, kako se zmaga. S tem tega imate zabremzati, da vas ven ne vrže s proge. Ker gas pa zunale, s tem ledite dol, da vrte na cesto vrša. In je bil, moram reči, gospod zelo talentiran, je hiter pogruntal tehniko in je od veselja na koncu kupil od mene LCD, PlayStation, pa še naslonjač, vse skupaj, čeprav mi je povedal, da je prišel samo malo se pozanimati za televizor. Ja, to wow. In kaj je bilo pa? Ja, načel sem k njemu domov, smo stvar lepo zmontirali, stestirali, odigrali z njim še eno dirko, no, pa sinu sem še en dober računalnik prodal. Wow, Anže, ti si pa res car. A bi prišel ti jutri zvečer k meni, pa bi nekaj zmontiral? Pa ja, zmontiral. Seveda pridem. Veste, prijatelji, mi smo prav posebni ljudje. Mi nismo kar tako. Res je, naš poklic je sestavni del življenja in brez nas ga ni. Mi delamo ljudem lepe in prijetne dni. In pri tem še uživamo, a ni to fajn? Res je, ja. Dve kreme za zobe umiva. A mi pa še k nam? A me boš povabil? Ja. Kaj si si me že? Pa pridem. Res uživam v tem, kar delam. To je moja pot.